Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Ta konec tedna so bile vse oči uprte v Planico, kjer je potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Sreda je dan za preizkus letalnice, četrtek za kvalifikacije in predvsem obisk otrok, petek za popoldansko tekmo, sobota in nedelja pa še za dopoldansko tekmo. Jaz mislim, da Kranjska Gora pomeni planiška prireditev veliko. To dokazujejo tudi s svojim angažmajem in verjamem, da se vsi zavedajo, da je to slovenski dogodek, vendar Kranjska Gora od tega največ koristi dobi. Obisk je zadovoljiv v okviru pričakovanja in jaz vem, da so vsi tisti, ki so bili tukaj, večinoma zadovoljni. Nas čakata še dva zelo pomembna dogodka. V naslednjem letu svetovno prvenstvo v poletih in leta 2023 svetovno nordijsko prvenstvo, ki pa bo velik zalogaj za kraj in za celo Slovenijo. Planiški praznik je letos minil v znamenju 50. obletnice letalnice bratov Gorišek. Planica je zibelka smučarskih poletov, kjer je človek prvič skočil čez 100 in 200 metrov. Leta 1969, ko je bila zgrajena letalnica bratov Gorišek, so že izpeljali prvo uradno tekmovanje. Že tistega leta je bil svetovni rekord presežen kar 4-krat. Povsem prvi polet na novi letalnici, ki sta jo projektirala Lado in Janez Gorišek, je 6. marca opravil Miro Oman. 21. marca pa so na njej izpeljali prvo uradno tekmovanje. Goriška v prvem poletu ni bilo, saj se je ravno takrat vračal iz Libije, kjer je nadziral gradnjo po potresu, ki je prizadel to afriško državo. Gorišek je skonstruiral približno 100 skakalnic in letalnic, tudi tiste za domače jugoslovanske olimpijske igre v Sarajevu leta 1984. Z njegovo pomočjo so prenavljali tudi letalnice v Kulmu, Oberstdorfu, Vikersundu ter Harachovu. Ta konec tedna pa se je skakalno dogajanje, kot rečeno, preselilo v dolino pod Poncami. Od četrtka do danes se je v Planici zvrstilo na 10 tisoče obiskovalcev, ki so uživali v lepem vremenu in izjemnih poletih. Ja, spet v Planici, spet izjemno vzdušje, dolgi skoki, naši slovenski orli uspešni. Upajmo na današnjo zmago, pa tudi če ne bojo blizu. Organizatorji so spet naredili izjemno delo, tako da smo lahko ponosni na nje. Kljub snegu pa slabim pogojem je skakalnica zdaj pripravljena vrhunsko, termika dela. Vetra ni, lahko pričakujemo tudi kakšen skok blizu rekorda. Reklama za občino Slovenijo odlična, ljudje zadovoljni. Ne moram kaj reči, da mi ni všeč. Iz mladosti spomini se vračajo, mogoče majčkeno manj duha, vonja po čevapčičih. Svet se menja, ampak jaz mislim, da na boljš, tudi Planica se menja na boljš, tako da kapo dol in še veliko let takole. Leteči kranjec Rudi, 7 zmagami v svetovnem pokalu. Tudi 2 kristala globusa za končno častitev v poletih. Rudi Kranjec! Rudi Kranjec! Današnji dan, tudi včerajšen, smo se srečali župani sosednjih občin, včeraj s slovenskimi, italijanskimi, danes se srečamo z avstrijskimi, koroškimi župani.
vse v namen sodelovanja za prireditev 2023, ko gostimo nordijsko svetovno prvenstvo, izredno velik dogodek. Zanimanje tudi pri sosednjih občinah je veliko, tako da moramo že kar zdaj, čeprav smo 4 leta pred prireditvijo, usklajevati te zadeve, kar se tiče logistike, namestitev, same v bistvu koordinacije med občinami in državami, tako da se zavedamo, da bo to v bistvu multinacionalna prireditev, mogoče nekaj takega, kar si je že pred desetletji želel v bistvu pionir pa največji zaljubljenec v Kranjskogorsko športno srenjo v bistvu v naše prireditve Vojtek Budenek, tako da olimpijada 3 dežel v malem. Že v četrtek popoldne pa so v Ratečah člani in članice domačega turističnega društva pripravili še prireditev Pozdrav junakov daljav. Prireditev ima poseben čar, saj na njej sodelujejo domačini. Himno je tako zapela Julija Benet. Živela si narodi, ki hrebeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da roja prost vsak, verakle sosed bo mejak, da rojak prost vsak, verakle sosed bo, verakle sosed bo mejak. Zbrane je pozdravil kranjskogorski župan Janez Hrovat. Dragi prijatelji Planice, atleti, skakalci, en lep dobrovečer v Ratečah, v vasi, kjer se je smučarsko skakanje in seveda tudi letenje v Sloveniji začelo. Jaz upam, da se bo ta praznik tako lepo, kot je danes začet, tudi nadaljeval, da bojo skoki predvsem varni, da bodo skakalci vsi celi in zdravi odšli na zaslužen počitek in da boste vi še te 3 dni, ki so ostali, uživali tako v naši občini, kot tudi v Planici na sami prireditvi. Smučarski skakalci so nato prišli na oder in pozdravili obiskovalce. Zítra určitě, takže nikdo nebude závodit, no ale já doufám, že budete s náma zítra na kino. Já bomo. A boste? Já. Já si vám počíš kmatram. No ale já zkusím mluvit česky a vy mluvíte slovinsky všechny, nebo co? Ale govorim. Bravo! Ti nagovarjamo sklonico, ne? Da sunce, pre Martinu, kak je? Pravica, Planica очень хорошо. Ti mi jedno vprašanje. Kjera vas je večja, Kranjše ali Rateče? To pa zelo težko vprašanje. Čak malo stari, koliko vas je? Zelo velik. Ne, po številu sem mislil. Po štari, koliko je? Tudi zelo. Ali ga moža? Kjer ga koliko bi pa prav še pelo? Ratečak je več gostine, to da vas je več. Bravo, Teo! Обожаем Планицу, обожаем славянскую публику. Najprej velik aplauz je Domen Prevc! Potem zobravka, draga družba, Jaka Hlad! Tule je naslednji naš leteči tržičan Anže Semenič Seme, ki bo vzel tudi darilo. Bravo, Seme! In tule zdaj zobravka je naš ostali gost tule v Ratečah, počuste domače Peter Prevc! In tule zdaj zobravka je draga družba Tijan Bartol! Za Tijanom Bartolom seveda letos prvič še to sem kot zahodno vprašati Timi, Flowmaster še dela? Dela. Dela. Za 240 in več jutra. Za 3-krat popravno osebni rekord bo še delal. A ste slišali? A ste ga slišali, popča? Timi Zajc! Za Timi Zajcem, hvala lepa, Anže Radišek! Tule je domači matador za Nordijsko društvo Rateče Planica Bor Pavlovčič! In tule
čestital Žiga Jenar. In tole zadnje seveda fanta, ki imata kar nekaj zmažen svetovno pokalo. Jurij ima v planici celo dve Jurij Tepeš. In pa za konec še Jernej Damjan, ki so ga pustili samega. Otroci iz Rateškega vrtca pa so zapeli Planica, planica. Sledila je še zabava z Zahod bendom. V soboto pa je bil v Kranjski Gori dan za večerno zabavo in podelitev štartnih številk za nedeljsko tekmo. Turistična destinacija je v sklopu planiških poletov ponovno priredila Open Air Planica, na katerem so nas zabavali Let's Go Band in skupina Tequila. Ob 8. uri smo organizirali podelitev štartnih številk in pa predstavitev slovenskih letalcev. Obisk je bil fantastičen, vzdušje neverjetno, seveda pa velja povabilo, da se vidimo še naslednje leto. Planica se je v zadnjih desetletjih utrdila v koledarju svetovnega pokala v smučarskih skokih in ta ima običajno vrhunec s finalom na velikih skakalnicah v Planici. Marca 2015 prvič tudi na prenovljeni velikanki bratov Gorišek kot enem od osrednjih objektov okrog 48 milijonov evrov vrednega novega nordijskega centra Planica, ki je bil uradno odprt 11. decembra leta 2015. Člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora se počasi poslavljajo od letošnje zime. Prejšnji konec tedna so tako na domačem terenu izvedli še tako imenovano zaključno tekmo sezone. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Bralni klub z Benjaminom Gracerjem bo jutri ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Turistično društvo Rateče Planica vabi na 30. razstavo ročnih del pridnih deklet in žena od četrtka 28. do nedelje 31. marca, vsak dan od 10. do 18. v dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica. Razstavljeni bodo izdelki domače obrti, vezeni prti, kleklani izdelki, pletenine in rateški žoki.
Delavnica z Mojco za otroke in starše bo v petek ob 17. potekala v knjižnici v Kranjski Gori. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!